Živjo, moje ime je Ksenija Krevs in tole je prvi super trik, kako se hitreje in predvsem bolj učinkovito učiti angleščino. Začela bova v tvoji sobi. Tole je del moje učilnice, moje pisarne, kjer tudi jaz delam, in za ponazoritev sem si izbrala tale kotiček. Kot vidiš, je več ali manj na njem samo to, kar res potrebuješ za učenje, oziroma kar res potrebujem za svoje delo. Greva po vrsti. Prva stvar, ki je v tem prvem super triku, je, da če se hočeš res hitro in učinkovito učiti in naučiti česarkoli, predvsem po angleščine, ugasni telefon. Nič TikToka, nič Snapchata, nič cin, drin, trin, trin. Ugasni za teh 15 minut, ko se učiš angleščino. To je res prva in nujna zadeva. Jaz že več kot 14 let učim. Razne oblike sem že delala in vedno znova ugotavljam, da se najbolje naučimo, ko smo res osredotočeni na eno stvar. Torej, ugasneš telefon, pospraviš, po možnosti odneseš v drug prostor. Ugasni pomeni dati potiho. Ne na vibro, ne na katerokoli drugo opcijo, ne na, da ti zvoni samo za tvoje nujne in najbolj pomembne prijatelje, ampak gremo. In nastavi si čas, lahko tudi na telefonu. To je nujno. Toliko časa se učim, potem grem pa na telefon pogledat, kaj se je vmes novega zgodilo. In pa znotraj tega trika še pospravi si mizo, da nimaš na njej vse tisto, kar bi lahko zmotilo tvojo pozornost. Jaz ti priporočam, da si pripraviš flomastre, potem kakšne tele, markerje, če imaš možnost, ali pa navadne flomastre, pisalo, in ker te bom učila nekaj trikov za hitrejše in lažje pomnjenje, morda še lepilni trak, ker pač selotejp, ali pa lahko tudi same lepilne lističe, in pa seveda tvoj učbenik, tale slučajno za 9. razred, in pa še nekaj. Za res dobro učenje je treba kar kakšno besedo napisati, zato si pripravi en zvezek, po možnosti, če si že v višjih razredih, črtast, lahko je tudi kakšen zvezek, ki ga v lanskem letu nisi porabil oziroma nisi porabila, pa bo zdaj krasen za utrjevanje angleščine. Torej, ni težko, ne? Vzameš si 2 minuti, 3, pospraviš mizo in umakneš telefon in se pripraviš na drugi trik, kako se zares hitro naučiš angleške besede. Se vidiva, čao!